Oziroma predstavljati si tisti esej od Sama Harrisa, da se ne lažeš, a ne? Koliko zdaj to v praksi izvajaš? 99% časa. Ok, kaj ti? Obratno. Sploh ne vem, kako se to zaračuna. Mislim, vsak bi rekel 100, ampak vsak... No, Ja, če ni iskren človek, bi tudi vedel, da 100. Če ni iskren, bi rekel 100, ja. Ja. Sa ne bi pa vsak rekel 100. To meni day to day, pri Nek komunikaciji. občutek. Ja, jaz bi tudi rekel, sam ne vem, kako se to prešteje. Ful, mislim, več kot 50. Ja, okay. To je kar visok procent. Ja, Kaj bi pa ti rekel? Zase? Ja, po mojem je 80. To je po mojem neko poprečje. Kaj se pa lažete? Odšel si ti moče lažeš. Mogoče, ker nekaj je, da ti poveš vse, kar si misliš, ne? Nekaj je pa, da ne poveš, da ne govoriš neresnice. Aha. Ja, to je velika razlika. No, in nekaj pa tudi, kar obdržiš zase, ne? Ker si sicer misliš, pa bi lahko povedal, pa ne poveš. In mene zanima, ne, to bi se dal nekako zmeriti, kdo je v tem podcastu, oziroma v tem dialogu, kdo je najbolj avtentičen. Se pravi, da pove res svoje misli, take kot so, oziroma pove tudi vse tako, kakor pove takrat, ko so mikrofoni ugasnjeni. Mislim, vemo, kdo ne bi zmagal. To tudi jaz mislim. Ja, to po moje vemo. Unka največ govori, ko se mikrofoni ugasnejo. Kdo je to? To si ti. To si ti, ja. Zdaj pa, da vam povem, ne. Ja, zdaj pa fanta. Pazi zdaj tole. Ignorirajte to, kaj sem zdaj 3 ure govoril. Ne, čakaj, da vam zdaj res povem. Ampak to še nič ne pove. On, ki laže 20%, laže tudi pol, ko se mikrofoni izklopijo. Ja, profesionalni lažnivci tako delajo, ja. No, torej, pol jaz nisem tam. Ne, sam je ful tako zanimiv, če se odločiš, da boš probil govoriti resnico, jaz mislim, da te čaka tak adventure od life-a. Ful bolj zanimiv life te čaka. Pa ful lažji life. Obstaja ena knjiga, Radical Honesty, ki nisem nikoli prebral. Ampak zgodba je nekako tako. Da jaz sem nek študentski job. In tam sem vedel, da imel ful časa. In sem prosil tistega šefa, če ga moti, če jaz vmes, ker pač sem sicer plačen, ampak nimam nič za delati, če berem knjigo. In pravi, ok, ni panike. Kaj si pa delal? Kaj je bil ta job? V enem gradu sem bil pater Jani, kot nek župnik in sem pa čakal nek folk in... Ne, čakaj, Ne, res. Ne zabavam se. no, daj pove več. No in medtem, ko sem jaz bil oblečen v patra, to je taka dolga, rjava halja in bil dejansko v kleti zaprt v tem. Ej, če bojo kakšne kinki stvari, ne, tukaj je moja mami, sem to, Ok. da zmanjšaš v bistvu. Kaj se pol dogaja? Nisem bil oblečen v patra. Ok, hvala. Ja, Zdaj pa lahko all the way. In sem prebral tako 5 postov te knjige. Radical Honesty. In vse, kar vem, da je napisal nek model, ki je enkrat v life rekel, jaz bom probal biti Radical Honesty. In od takrat je to knjiga, o kateri sem največkrat pomislil. Nikoli prebral, ampak fulkrat pomislil, a jaz zdaj sledim temu, kar je on model napisal v prvih 5 straneh od 500. Če kdo prebral to knjigo, naj mi pove, ampak jaz mislim, da sem iz 5 straneh poštekel point. In še zdaj imam to knjigo tako, naslednja, ki bom prebral, pa spet zmeri, ki je bolj zanimiva. Ampak ta knjiga je v bistvu mi najbolj spremenila life od vseh knjig, ki jih nisem prebral.
Po naključju mi 14 dni nazaj piše neka Avstrijka ali Nemka, da zdaj organizirajo seminarje o tem, kako biti radical honesty po tej knjigi v Sloveniji. In koliko časa traja seminar? Ne, Priješ, bo honest. Okay, hvala. In pa rekat, ko si prebral knjigo. In zdaj, kaj naj rečem? Janle, mislim, kaj bi vi rekli? Mislim, noči se zlagati, pa reči, ja, ampak hkrati, če boš rekel ne, moš obrazložiti, da to še ne pomeni, da nič ne veš. Ne, njej se lahko zlažeš, po moje. Zakaj? Ona ima same take... Da je vsaj en laže. Če pride na seminar, kako ne lagati. Kaj si povedal? Ne, sem rekel, da mi je v bistvu ful zanimivo. Sem pomembno čudno, ko so malo zapakirali v neko sceno, ki mi ni bilo... No, skratka, ta knjiga mi je live spremenila in fulkrat tako na mesečni ravni se spomnim in tako, koliko sem radical honest od 1 do 100, a ne? In a sem lahko še bolj, ker hkrati pa verjamem, da sem v nekih situacijah bil preveč honest, a ne? Začel sem se s tem ukvarjati moj ful dober friend Jaka. Smo nekom obdobju ful časa skupaj živela, prej enkrat do mene. Ne, tako, jaz nekam pridem in tam model me gleda, pa reče model, ti izgledaš res slabo. Jaz ko, what? Reče model, toliko slabo izgledaš, a boš ti začel jesti. Pa kje te lovaditi. In jaz sem neko obdobje, par let, ker sem sam delal, nič nisem bil na soncu in sem bil suh, ker nisem pač jedel dovolj, pa nič nisem hodil v gym. In ta moment, ko seveda mi človek po resnici povedal nekaj, hkrati sem čutil, pač, da prihaja iz dobrega placa, je bil tako glavni razlog, zakaj sem začel fitnessirati in ful pridno, povem v 1 letu spremenil tako dieto, gym, rutin na glavo. Ne? Zato, ker je eden bil ful iskren z menoj. In to recimo mislim, ne samo, da mi je life spremenil, zato, ker sem svoj lifestyle spremenil in popravil, da sem zgledal malo boljš, upam, da danes malo bolj zgledam, vsaj malo. Če si lahko predstavljate, je bilo še slabše takrat, ne, hkrati pa to, da sem v bistvu večkrat pomislil, a bo kak moment, ko sem jaz lahko ta Jaka nekomu, ki mu pove nekaj po resnici, tudi če on zdaj noči slišati, ne, ampak bo to vzel pa nekaj dobrega. In na koncu dneva sem rajš ta oseba, ki mogoče od 10 oseb 8 ne bi sprejela tega feedbacka, če bi 2 v narekovaju rešil live z nekim honest feedbackom. Ne? In ja, delam na tem. No, in se mi zdi ful pomembno. Ja. Se ti zdi lepo? Ja, super. Jaz ali to, kaj sem povedal? To. Kaj pa jaz?